Ekola. Tako, mislim, da že zdaj lepo vse skupaj poteka tudi na Facebooku. Jaz sem ful vesela in hvaležna, da se spet v takem lepem številu zbiramo. Vem tudi, da nas je večina v gneči, da pač seveda v tem obdobju tudi seveda pač se srečujemo z različnimi časovnimi izzivi. Tudi vreme je, kakršno je, tudi na nek način takšno, kakršno mora biti, ker jaz kot rada tudi rečem, verjamem tudi marsikdo izmed vas verjame, da pač seveda brez sonca in dežja tudi ni lepega življenja narave. Tako da upam, da ste vsi dobro, upam, da ste res vsi zdravi. Odločila sem se, da vam pripravim tudi ta del meseca en tak lep uvod, magični uvod v eterična olja. Za vse tiste, ki seveda se mogoče z eteričnimi olji spoznavate, imate v rokah že naša kvalitetna eterična in čista eterična olja. Tudi jaz vedno rada poudarim, da so trenutno še vedno najbolj testirana in najbolj zaupanja vredna, česar se bomo tudi danes dotaknili. Bom pa vesela, če kdorkoli, bodisi te, ki ste v živo na Zoom webinarju ali pa tudi na Facebooku, kar bom pregledovala tudi kasneje, zapišete mogoče kakšno svoje vprašanje, kakšno svojo izkušnjo. Namreč tisto, kar želim, da dobite res ene osnove in vsi tisti, ki ste že, bom rekla, kar nekako stari aroma mački in res izkušeni uporabniki, da mogoče dobite še kakšno novo idejo, novo izkušnjo in da v bistvu imamo en tak lep, kratek večer. Jaz računam tam nekje, da v 40 minutah bomo šli čez glavne stvari in na nek način tudi v bistvu vsi tisti, ki ste mogoče z menoj prvič in me spoznavate. Jaz sem Maja Čebašek, jaz sem v bistvu zdaj že praktično s tem mesecem 7. leto ena navdušena uporabnica res teh naših čudovitih, ne samo eteričnih olj, ampak tudi izdelkov in res taka raziskovalka drobnih dnevnih ritualov, ki jih z veseljem tudi z vami delim in si želim, res si želim, da bi res čim več vas izkusila vsaj en delček tega oziroma čarobnost in magičnost vsega tega je, da vsakokrat, ko eterična olja dobite v svoj dom, seveda pač se zgodi ena taka res magična stvar, da v bistvu ne veš, kam te bo peljalo, ali te bo čisto potegnilo v pripravljanje svoje kozmetike, ali te bo potegnilo v aroma kulinariko, ali te bo potegnilo v raziskovanje, koliko to res lahko dobro podpira čustva. In to je vse to, kar tudi praktično vsakega od nas čisto po svoje pelje, ampak res ugotoviš, da dobiš čisto vse drugo, kar pa sprva tukajle tudi iščeš in v bistvu na koncu si ful hvaležen na koncu vsakega dne, da pač so olja lahko s tabo in da jih lahko v polnosti izkoristiš. Danes se bomo dotaknili te osnovne super desetke, ki sem jo fotografirala v svoji kuhinji, v takih lepih barvnih zaporedjih, vse od osnovnih 6, pa potem še glavnih 4, prav bom rekla glavnih brand mešanic, ki jih imamo in s katerih so se razvile tudi pri doTERRA res krasne linije izdelkov, ki imajo res moč usmerjene pomoči pri raznih težavah in nelagodjih, s katerimi se lahko eden ali pa več nas seveda tudi sooča. Mati narava ve najboljše in v točno teh stekleničkah se ujame noter res velika moč tega, velika moč rastlin, tako da jaz vedno rečem, v 15 mililitrski steklenički se skriva vsaj 240 čudežev, ker ena kapljica skriva neizmerno moč in je seveda res na nas, da to odlično izkoristimo in da smo do tega tudi spoštljivi, ker praktično res ne potrebujemo veliko za nek učinek in eterična olja res na nas lahko vplivajo zelo vsestransko. Eterična olja so pravzaprav, jaz rada rečem esence ali pa marsikdo boste slišali reče, da so to kot neke vrste hormoni rastline, ki se skrivajo v rastlini in ki jih potem s posebnimi procesi, največkrat z destilacijo, ali pa na drugi strani, ko gre za sadeže, kot so citrusi, kjer se pa hladno stiska lupinica, da dobimo ven dejansko šele takrat eterično olje, v katerem se res, bom rekla, intenzivno zbere vse, kar rastlinam služi v večini, ali da privlači žuželke, ali zato, pač, da poteka ta naravni proces, seveda sploh, bom rekla, ustvarjanja sadežev.
Potem na drugi strani uporabljajo to rastline zato, da se ubranijo mogoče pred kakšnimi nepridipravi ali pa situacijami iz okolja. In navsezadnje tudi, da lahko zdržijo v kakšnih nemogočih življenjskih, vremenskih pogojih, kakršna je mogoče recimo pri vetiverju lahko polletna poplava, na drugi strani lahko pač izjemno obdobje suše in sonca. Tako da vsaka rastlina je seveda prilagojena na to in je pač bistvo, da raste rastlina na svojih tleh, ker edino tako lahko snuje res edinstveno in, bom rekla, učinkovito naravno kemijo znotraj teh esenc, ki bodo bodoča eterična olja, in na drugi strani tudi stabilno in primerno vreme, zato tudi naša eterična olja, kar radi sprašujete, v bistvu prihajajo iz tam, kjer so rastline doma oziroma kjer so res optimalni pogoji, bom rekla, zemlje, terena in na drugi strani tudi klime, da se lahko v bistvu sploh začne pridobivati nekaj takšnega. Seveda pri nas se vse skupaj pridobiva nad pojmom organsko, tako da absolutno velikokrat me sprašujete, kako pač vse skupaj poteka, kar se bomo tudi še dotaknili, tako da absolutno verjamem, da si tukaj danes zato, ker si želiš naravnih sestavin, ker si želiš dobro kvaliteto, ker si želiš v bistvu eno tako čudovito orodje, s katerim lahko bodisi pomagaš sebi pri umiranju in v bistvu tudi potem nadalje uporabljaš za vse tisto svoje želeno. Tako da eterična olja so res ena taka moč narave. Tisto glavno vprašanje, ki ga dobim tudi pri citrusih, je, ali so tudi tako močna kot destilati, in pravzaprav niso, ker so pa 1:1 v naravi, kar pomeni, da ko se hladno stiska, dobite recimo iz lupinice limone približno 5 do 6 kapljic eteričnega olja limone, kar po domače pomeni, da če bi se to naribali kot recimo eno bio limono, da bi imeli doma, in če bi jo naribali lupinico v prtiček, to je recimo količina, ki jo ponavadi kakšno potico damo, in bi to vželi v en prtiček, v katerega smo to naribali, bi približno teh 5 do 6 kapljic noter vtisnili, da si predstavljate. In zato citruse res izredno radi uporabljamo tudi v aromakulinariki, bodisi v napitkih, v polivkah, v pecivih in še marsičem. In tudi to lahko vedno izkoristite za, bom rekla, namesto kakšnega biosadeža, ki ga nimate pri sebi, sploh, ki so bolj eksotična, recimo kot je rdeča grenivka, tangerina, potem zelena mandarina in tako naprej. Tako da eterična olja v bistvu so res pač ena taka fantastična stvar, ki na nas vpliva lahko na celo telo, govorim o fizičnem telesu, in ima res dobrodejne učinke tudi na naša čustva, kar je tudi lepo dokazano in je neverjetno, ko to sam prvič izkusiš, ker se ti zdi malo džudžu oziroma ne moreš čisto razumeti, čeprav se ti zdi teorija jasna, kako do tega pride. Tako da v bistvu čista, naravna in naša potencialna eterična olja imajo vedno enako moč delovanja in so vedno varna za uporabo. Večina njih je, kar vedno lahko razbereš, če si v dvomu, ali na embalaži oziroma etiketi, ali pa še boljše, da poguglaš recimo Product Information Page oziroma na krajše PIP, pa recimo Lavender, doTERRA, pa boš dobil direktno ven načine oziroma 3 načine, s katerimi se lahko to eterično olje uporabi. In ko dobiš v roke eterično olje doTERRA, zdaj če vzamem ravno limono, imaš zadaj, če se tukajle na kamerci vidi, oziroma spodaj na dnu, eno posebno številko, ki jo potem na eni taki veliki spletni banki, Source to You, vtipkaš in dejansko dobiš čist print screen, točno kemijske sestave naravno vsebovanih spojin, ker eno eterično olje lahko sestavlja od 100 do celo 500 naravno vsebovanih spojin, ki so pri doTERRI znotraj vedno tega določenega profila, in tudi na drugi strani so vedno, bom rekla, zaradi tega enako potentna, kar pomeni, da če bi stvar segala izven teh okvirjev, doTERRA teh olj seveda v 3 nizih testiranj, če se kje to odstopanje pojavi, seveda odstavi ven iz procesa in vsekakor ne pride v naše stekleničke. Zakaj vam to razlagam? Ker dejansko doslej še ni, razen pri doTERRI, neke spletne banke, ki bi bila javna in kjer si ti pač za posamična eterična olja lahko direktno pogledaš sestavo, tudi če nisi kemik, če nisi aromaterapevt, čistko, ker že sam z očesom prostim lahko opaziš, ko primerjaš recimo svojo prejšnjo limono pa zdajšnjo, da pač so drobna odstopanja, kar je normalno, in da tudi vse te vsebovane spojine krasno delujejo sinergično med seboj in imajo zato tako fine učinke,
kot rečeno, ali pri kakšnih težavah, nelagodjih in da jih lahko uporabimo na tiste načine, za katere je pač določeno eterično olje pri doTERRA zapisano, ne. Uporabljamo jih lahko na 3 načine, torej v prostoru, največkrat v difuzorju, to je tale napravica tukaj, tole je difuzor petal. Potem lahko jih uporabljamo seveda v okviru uporabe na koži, to ponavadi redčimo s kakšnim kokosovim razmaščenim oljem, ki mu rečemo frakcionirano. Lahko si pa tudi v bistvu vzamete kakšno naravno kremico za roke za prvič in v bistvu to uporabljate za redčenje, ker eterično olje se v bistvu topi v alkoholu in v maščobah in tudi v kremicah seveda imate prisotno maščobo in to je pomembno, ker pač potem stvar tudi lažje prehaja čez kožo, ker se bomo tudi še kasneje, sigurno se bomo tega dotaknili. Najlepši del tega, no, ko vam zdaj opisujem, je ne samo, da v bistvu veš točno, od kje prihaja eterično olje, da se pozna kmete, ki tam delajo, in predvsem, da se ve, da se kmete pravično plača tudi za njihovo, recimo, tako imenovano žetev, dobijo večinoma v 24 urah pravično plačilo. Marsikdo se tudi javno kar z veseljem pač postavi in s ponosom pove, da dela za doTERRA, da včasih je dobil samo tretjino plačila ali pa sploh ni dobil plačila. En lep primer neplačil, recimo, so imeli kmetje na področju tudi Albanije, kjer se pač večino našega laškega smilja tudi pridobiva, nekaj se ga tudi na Korziki oziroma pač en del še znotraj pač lokalnih oziroma bližnjih dežel. Tudi recimo v Črno goro bomo letos odšli oziroma kar že v naslednjem mesecu, tisti, ki smo bili najbolj uspešnejši, in si bomo tudi lahko to od blizu pogledali. Tako da v bistvu veš, da na eni strani stekleničke in na drugi strani stekleničke, torej nekdo prvič dobiva pravično plačilo, ker je to naredil enako destilerij, na drugi strani je 3-krat testirano, lahko dobim izkaz za posamična eterična olja, kar nihče še ne počne. In potem na tretji strani tudi, da dobim res tak kvaliteten izdelek direktno od doTERRA, brez posrednikov, na nobeni oziroma v nobeni od teh faz, kar je pač doTERRA velika razlika, in da se v bistvu vse skupaj res pridobiva z veliko usmerjenostjo v trajnostni pristop in seveda v ta nadorganski pomen, ko sem vam tudi razlagala, tako da absolutno ja, naše rastline se vzgajajo brez kakršnih koli pesticidov, tudi eterična olja pridejo v stekleničke, kakršna se zdestilirajo ali stiskajo, ni nobenih dodatkov, ni ničesar, in to je tisto glavno, kar jih ločuje od vsega ostalega, ker vsi certifikati, ki jih poznamo, pač imajo eno, recimo, luknjico, ki potem na žalost ustvarja nekaj, kar si ne želimo, in to je ponarejanje eteričnih olj. Tako da doTERRA je drugačna, res zelo drugačna v tem. Jaz občudujem že od začetka 2008, ko se je osnovala z, bom rekla, zelo izkušenimi ljudmi, ki so zanimivo še vedno prisotni, ker ponavadi pri večjih firmah, ki uspejo, ker trenutno smo najhitrejše rastoče podjetje z eteričnimi olji, se ponavadi taka stvar hitro zgubi oziroma kakšni veliki možje, ustanovitelji stopijo v ozadje, nič več jih ni videti, njihove vrednote niso znane, njihovo življenje ni znano. Tukaj pa so res tako, bom rekla, del družine in vklapljanja v, bom rekla, čisto naše življenje uporabnika in tudi pač vseh teh, ki delamo še vedno, in to zelo cenimo in so pač v prvi vrsti ljudje, in tudi vsi v bistvu praktično prihajajo iz takih zelo moralno, etično zelo močnih družin. In tudi na drugi strani tudi celo podjetje tako funkcionira in se mi zdi, da je tudi ena taka lepa osnova, ki je zelo tudi skladna s tem, kar sama verjamem v življenju, in res verjamem, da se da delati nekaj kvalitetnega na eni in drugi strani, a ne, sploh če gremo na temo izdelka, in da se v bistvu v prvi vrsti res v prvi plan postavlja ljudi, človeka, no, in da se res skrbi, no, da v vseh, bom rekla, fazah nastajanja eteričnega olja in tudi pri uporabi pač to zelo cenimo in da smo hkrati tudi zelo hvaležni za to, kar nam je narava pripeljala. Ja, ampak ponarejanje eteričnih olj je prisotno. Jaz sem rekla, da se bom tega vseeno dotaknila, čeprav želim biti danes res tako kratka, pa da dobite res en tak širok vpogled. Neodvisno podjetje oziroma inštitucija APRC je prav konkretno v Evropi testirala prek 150 eteričnih olj iz več kot 10 evropskih znamk. Od tega je bilo praktično skoraj 2/3 eteričnih olj nečistih oziroma ponarejenih.
Zdaj seveda se vem, da tako, kot sem se jaz na začetku spraševala, pa zakaj, a ne, zakaj se to sploh dogaja. Pač prej sem vam že omenjala certifikate, da pač recimo konkretno za Evropo vam bom povedala, potem pa lahko tudi sami še pogledate na druge trge, kot so ZDA ali pa ne vem, Avstralija, kamorkoli, pač imate več certifikatov. V večini in tudi v Evropi je tako, da pač eni so kot eni taki okvirni certifikati, ki pač dopuščajo nek procent tudi sintetičnih dodatkov, ki se jih dodaja. Prvič v namen, da se mogoče dobi več za manjši vložek, a ne, to se pravi, seveda gre, vzrok je pol, zakaj se to dela, zaradi boljšega zaslužka. Druga stvar je, da ojačajo mogoče vonj, ker bi bila slaba sezona in recimo eterično olje ne diši, pa se dodaja kakšne sintetične ojačevalce. Potem ali kaj manjka, tudi spet zaradi mogoče slabe ali pa nestabilne klime, pa se dodaja kaj iz drugega eteričnega olja, ker to se da, da se nekaj izolira in se potem, ker je tisto eterično olje cenejše za pridobivati, kar pomeni torej, da ga je lažje pridobiti, ker se rabi manj materiala za tisto. In to pač vstavijo v neko drugo, bom rekla, dražje eterično olje, ki se sicer pač težje pridobi v smislu, ker rabiš več materiala, ali pa včasih čisto zaradi slabega znanja ali pa površnosti ali pa slabe tehnike. No, tako da pač to so vse vzroki, zakaj se seveda ponareja. Najmočnejši je ta finančni del, to se pravi, da se dejansko želi čim več zaslužiti za čim manj vloženega. Tako da recimo lep primer točno tega je bergamotka v Evropi. Medtem ko drugi certifikat, no, ki sem ga hotela omenjati, pa dopušča 5% tudi še drugih stvari naravnih in v bistvu to dvoje res pušča praktično proizvajalcem in sploh laboratoriji, ki ponarejajo, so vedno korak pred tistimi, ki to sploh preverjajo, a ne, tako da so res zelo, zelo sofisticirani, ker pač to je le velik posel. In mislim, eterično olje kot tako so res postala pač velika zadeva in pač, če hočeš tukaj biti res pedanten, pa saj to ne gre samo za področje eteričnih olj, tudi povsod. Zdaj smo imeli ravno tudi debato, bom kar konkretna, no, pri področju kristalov. Pač, če res hočeš vedeti, kje je izvor, pa da tam res predvsem imate odraslo delovno silo, ne otroke, pa da so pravično plačani, pa da se v bistvu trajnostno skrbi za okolje, ne da se potem neke odpadke, recimo, ki bi bili toksični, kar pri deuteriji tega sploh ni, ne. Kvečjemu pri deuteriji se marsikaj nazaj obrača, ne vem, da se pač pognoji z ostankom od destilacije pač polja in se pač res dobi dvojno trajnostno korist. Ampak hočem na splošno govoriti, pač res pri vsaki stvari, a ne, pa tudi če gremo do ene čisto banalne stvari, do žemljice, tudi če piše bio, ti zgubiš v današnjem svetu, je pač res manipulacija toliko omogočena zaradi pač vseh teh, bom rekla, odprtosti trga ali pa pač pomanjkljivosti korakov. Ti ne moreš vedeti zdaj, skje je pa kvas, recimo, skje je moka, pa je zdaj samo ena moka, pa kjer kmet je to naredil, pač enostavno se res sledljivost pri vseh stvareh ful zgublja, kaj šele, da res gledaš, da je odzadaj pač nekaj trajnostnega, do narave prijaznega na drugi strani, da pač gre za pravično delo in plačilo. In pač tle pri bergamotki je to lep primer, če se vrnem nazaj na eterična olja, da se v bistvu res s celim procesom, s tem, ko se pač določena enota bergamotkinega eteričnega olja sploh stiska v Italiji, proda se ga pa praktično 10-krat več, seveda nekaj ne diši, a ne, in v bistvu tukaj zadaj je jasno, da pač se je nekdo lotil pač sploh predvsem posredniki, tisti, ki izvažajo iz države, pa potem še eni posredniki, ki uvažajo v drugo državo, kjer se bo to refilalo ali pa prelivalo, pa potem prodalo, pač seveda stvar dodelajo in seveda iz tega potegnejo boljši zaslužek. In v bistvu se, bom rekla, za kmete pač slabše razmere, propadajo, v bistvu tisti, ki se res ukvarjajo z ekološko pridelavo, pač dejansko ne dobijo pravičnega plačila oziroma se jim res zelo zbija ceno, pol, ker se pač na nek način ustvarja res ena taka, v glavnem, res zelo nelepa, ekonomično oziroma ekonomsko gledano tudi nelepa stvar. Tako da doTERRA postopek pridobivanja eteričnih olj ima ključno razliko, da se je umaknilo na posrednike in da v bistvu se res povezuje in trajnostno res dela ene močne odnose na licu mesta z kmeti, pa potem tudi z destilarno, da se v bistvu tudi res ustvarja nova delovna mesta, da se pravično plačuje, da se povezuje ljudi in da se tudi taki skupnosti, ker roko na srce, a ne, veliko tega se tudi pač v, bom rekla, v deželah tretjega sveta pridobiva, da se res vrača nazaj skupnosti, a ne. Recimo lep primer imamo Kenijo,
imamo Nepal, imamo Haiti in v bistvu res to bi lahko naštevala do jutri. Je v bistvu kar tako tema za en posebej webinar in ta lepši del tega, kar pač meni doTERRA res tudi v večini tako fajn, oziroma bom rekla, srčno noto doda, ne. In v bistvu to je ena od stvari, pač res, ki je neverjetna in bi si želela, da se doTERRin model začne posnemati v čim več različnih, bom rekla, področjih, ne samo na področju eteričnih olj, ker potem bi bil svet ful bolj pravičen in ful bolj skrben tudi do tega, da ostaja planet to, kar je. Kot bi en zelo znan gospod, ki ga skrbi, kaj se bo z našim svetom zgodilo, katerega imate kar fajn tudi dokumentarce, recimo na Netflixu, dosegljive, pač vem, da se zelo, zelo tudi rad podpiše pod ravno tako delovanje, kakršnega doTERRA ima. Tako da biti na viru, biti res en tak skrbnik narave in pač res imeti močno družbeno vplivno noto, pač to je ta glavno pri doTERRi in se res tako, bom rekla, neizogibno in močno prepleta in v bistvu to tudi nekako zelo sovpada, se pravim, s tem, kar sama čutim, kar sama želim v življenju, v ožji družini, med prijatelji in konec koncev tudi do mojih strank, članov, bodočih članov, vseh vas, no. Od kje vse eterična olja prihajajo? Iz celega sveta, kot rečeno, tako da zdaj mislim, da ste ta občutek tudi že čez mojo uvodno razlago dobili. Tako da pač kot zanimivost, približno 40% vsega se sourca tudi v Evropi. V Evropi, na Irskem, v Corku, da se zdaj tudi kar fila, to se pravi, imamo dejansko polnilnico, kar precej posamičnih in tudi že nekaj mešanic doTERRA, tako da se v bistvu s tem tudi zmanjšuje ta prevoz, da gre pa spet naprej nazaj, recimo prej šlo do baze, do Salt Lake Cityja v Utahu, zdaj pač se ta strošek tudi, oziroma predvsem tudi onesnaženje s tem potovanjem naprej nazaj tudi zmanjšuje, tako da pač doTERRA res se stalno zelo, zelo prilagaja trenutni situaciji, tudi v času covida je pač neverjetna, že konec koncev tudi sami v Sloveniji smo zelo hvaležni, no, za doTERRine donacije, ki so se zgodile v zdravstvene domove v tem času in ki res podpirajo eno tako zdravo in predvsem prijetno čustveno počutje vseh tistih zaposlenih, ki so predvsem v prvi liniji boja proti covidu v času, v katerem smo. Tako da tukaj še pogled na evropski sourcing. Jaz sem res ful ponosna, vesela in hvaležna, da sem pač si zaslužila tudi potovanje v Bolgarijo, v največjo destilarno v Evropi, to je Cetere, kjer se pač destilira res ogromno stvari, recimo sivka melisa, potem rman, vrtnica, ena najbolj dragocenih, pa potem se destilira, zanimivo, tukajle tudi smola, ki se pa pripelje iz Omana, pa iz Somalije predvsem, pa potem mirina smola, pa še kar nekaj eteričnih olj, predvsem tistih, ki so v bistvu kot plodovi, recimo imamo seme koriandra in tako naprej. V glavnem, ampak v Evropi dobivamo tudi oziroma pridobivamo kar precej eteričnih olj, tudi origano recimo, še če gremo malo širše od Evrope gledati, ampak blizu nas še vedno recimo v Turčiji. Tako da je res ena taka čudovita meka, bom rekla, za doTERRA, tudi Evropa. In kot rečeno, no, pač doTERRA res veliko svojega zaslužka ne daje na vrh, ne, med ustanovitelji, ampak res v veliki meri vrača nazaj ljudem, kjer se pač vse skupaj odvija ali pa kjer je potreba, trenutna, časovna ali pa mogoče tudi zaradi kakšne naravne katastrofe. Tako da to je v bistvu pod okriljem neprofitne, res čudovite organizacije Healing Hands. doTERRA je, kot rečeno, tudi v Sloveniji, mislim, da zdaj že okrog 70 zdravstvenih domov, bolnišnicam celo, in tudi nekaj domov za starejše občane pomagala dobiti oziroma ponudila brezplačno donacijo difuzorja oziroma difuzorjev in eteričnih olj. Z vsemi smo tudi z naše ekipe ful na vezi in vem, da so hvaležni in da je fajn, tudi mogoče bo zdaj že kar čas malo za refill, če se bo kaj dalo urediti. V glavnem in tudi bom rekla, deželah tretjega sveta, pač tudi mi sami, ki delamo v Wellness Advocati, v bistvu lahko sami ali pomagamo pri kakšnem projektu, tako da tudi, če ga imate, kakšno institucijo, kot recimo v Sloveniji smo pomagali tudi Lunini vili, ki ima res tako čudovito poslanstvo pomoči otrokom, ki so preživeli travmo, predvsem spolno zlorabo.
smo tudi pomagali s pomočjo doTERE, se lahko tudi name obrnete, oziroma če ste tudi že člani kakšne druge ekipe, potem na svojo mentorico, ampak predvsem smo tukaj, da res lahko naredimo še več lepšega, no, iz vsega skupaj. Sem dolga, ne, s temi osnovami, ampak meni se zdi, da je to res tisti najpomembnejši del doTERE, ki ga res tako rada opisujem in ki je premalokrat postavljen v ozadje, ker gremo takoj na uporabo eteričnih olj, da veste, kaj imate v rokah, ko imate v rokah eterično olje doTERE. Pa tudi v bistvu tukaj nekaj takih, bom rekla, enostavnih varnih napotkov, da pač res, tako kot sem vam rekla, uporabljajte ali splet za PIP navodila, uporabljajte napotke na sami, to se pravi etiketi, previdno in rečeno uporabljajte to, predvsem rečeno, na koži pa bo vse okej, uporabljajte doTERIne osnovne napotke rečenja, ne nanašamo na občutljiva mesta, torej ne kapamo v uho, v sluhovod, na sluznico in v oko. In v bistvu močnejša eterična olja ali kakšen, saj vidite, ne, cimet, ki so močna vroča olja, ali pa peppermint, močna hladna olja, izdatneje rečemo. Previdni smo oziroma samo pazimo, da se s citrusi ne namažemo in se gremo direktno na sonce izpostavljati, ker so pač fotosenzibilni, kar pomeni, da na UV ali sončni svetlobi zaradi tega lahko postaneš z njimi lisast, tako da pač to paziš in seveda primerno uporabljaš, ampak tukajle se v bistvu ta vsa slika kar lepo, bom rekla, ustvari oziroma poveže v eno slikico, sploh pri uporabi na koži uporabljaš doTERIne touch rolone, ki so že rečeni in v bistvu teh skrbi potem tudi ni, a ne. Tako da, zdaj pa gremo na tisto glavno stvar, ki jaz vem, da vas je najbolj veselila oziroma ste najbolj veseli. Kako je, ko prineseš doTERE v svoj dom? Meni je še vedno, ko se spomnim sebe, težko si predstavljam, kako je bilo prej, ker res ne vem, kako smo zmogli prej. Pri takih enostavnih stvareh, ne vem, kot je, bom rekla, banalna stvar, da imaš slab dan in močno napetost v glavi in pač dan gre tako, kot gre, pač malo se izogibaš bližnjim, predvsem mogoče ti je odveč kakšna stvar, tule pa v bistvu imaš orodje na dlani, sploh že za osnovno desetko in pač take stvari podpreš oziroma si to nelagodje olajšaš praktično z parimi nanosi, oziroma če si pač takoj na začetku to uporabil že z enim in je dan čisto okej, a ne, in pač če to pogledamo na 365 dni v letu, je takih trenutkov milijavšen. In to je tisto, kar si rečeš, wow, ne, mislim, res so magična ta eterična olja in res za vsako kapljico praktično res skrivamo v sebi na nek način en droben čudež. Tako, zdaj pa gremo kar na eterična olja, jaz jih imam tudi pri sebi, imate pa tudi že na ekranu, sivka je tista prva. Zdajle bomo še malo pogledali v klepet, tako da če boste imeli še karkoli za vprašati ali pa kakšno izkušnjo za podeliti, dajte, jaz imam chat odprt. Živjo, Marina, pozdravljaj iz Tahovice. Dajte malo napisati, no, tisti, ki ste v živo ali pa na Facebooku, s kje vse prihajate. Ja, sivka pač pomirja naša čustva, nekako pomaga za slajše spanje, pomirja razdraženo kožo in predvsem tudi pomirja pljuča takrat, ko so razdražena in imamo mogoče tisti, ko te kar nekaj praska v grlu in se ne moreš nehati ustaviti, ko malo pokašljuješ, in je res odlična izbira za vse 3 načine uporabe, tako v difuzorju, za enega ali več teh namenov, ki sem jih naštela, ali rečeno na koži, ali pa potem v bistvu tudi interno, morate probati enkrat limonado, pa noter za potrebec sivkinega eteričnega olja doTERE, ki je edino in boste videli, da pač dobite ene tako. Aroma kulinarika, no, je nasploh nekaj, kjer se jaz čisto topim in uživam na 100 na uro, ker je pač nekaj, kar si ne predstavljaš, ker to z zelišči ne uspem dobiti, jaz tudi rada delam te primerjave, da naredim enkrat recimo z zelišči, pa drugič pa z eteričnim oljem. Morate vedeti, da se s tekom destilacije dejansko v bistvu vam potegne pač en delček nove kemije, ker včasih se tudi lahko kaj novega skozi destilacijo ustvari, ne. In pač dobite res tako, bom rekla, molekularna kuhinja opcije, no, tako da to res izkoristite. Tukaj Daša nas pozdravlja iz Škofje Loke, iz Maribora Metka, lepo vidim, tako da še kar precej, verjamem, vas je tudi še na Facebooku, kamor pokukam tudi še kasneje, iz različnih koncev, mogoče vem, da vas je nekaj še v Italiji, Zagrebu in tako naprej. Skratka, kako vse to uporabiti, pač ful je enostavno, v difuzorju lahko uporabiš pač sivko samo ali pa s čimkoli. Mogoče en droben trik, recimo, kako veš, da gre nekaj skupaj, odpreš, upam, da se tole vidi, vidite tudi mene, to nisem čisto sigurna, če se moj video vidi, tukaj imam limono pa sivko
In če se ti zdi, da bi tole šlo, ker ti oboje posamično diši, ali pa 2, 3, 4, Tatjana z Jesenic pozdravlja, živjo Tatjana, pa s Prlekije Tatjana, ta druga. V glavnem popeljete takole, evo, pod nosom in v bistvu se res taka nora aroma ustvari, drugače tole dvoje je ful dobro za kakšne ribe, za polivko, v oljčno olje, pa na koncu, ko že spečeš gor polic, zdajle, ko bojo sezona piknikov se odprla in žara. V glavnem je odlična stvar tudi za difuzor, lahko skombinirate vse med sabo, ker se praktično vse meša, tako da tle ne rabite imeti strahu in je pač samo domišljija tista vaša meja in predvsem vaš nos, ki vam pove, kaj vam diši in kaj ne. In nos je tisti, ki ve, kaj telo trenutno rabi. Danes vam bo dišalo nekaj drugega, jutri nekaj drugega, ker je telo naše vsakokrat seveda v nekem drugem stanju in to je pač tista magija, ki se pač zgodi in to vdihavanje, da boste razumeli, je res tako noro povezano z najstarejšim delom možganov, z v bistvu tako imenovanimi plazilskimi možgani. In to pač vpliva res v pol minute praktično na tisti del, ki nadzorjuje naša čustva, razpoloženje, instinkt, hormone, nezavedne procese, kot so dihanje, peristaltika. Tako da kakšno moč imate v rokah že, če uporabite ali v difuzorju, ali pa zelo preprosto, če ga nimate, kanete v dlan, kot bi naša Maja Bečič rekla, kapljica v dlan vsak dan. In globoko dihnete, ker to je tako res drugače spet kot v difuzorju, res morate to probati, midva imava na nočni omarici in tako res zaključiva dan, a ne, da vsak svoje vzameva, parkrat vdihneva, tudi najine malči, oziroma zdaj niso že z malči, so praktično že deklice, učiva to, a ne, tako da res na tak način uporabite. Tako da res ful informacij sem vam dala, veliko jih imate tudi na slikci, da bomo res izkoristili čas, tako da to morate sprobati na čim več načinov, tako da mogoče si lahko tudi kakšen print screen naredite, pa boste potem lahko še doma preizkušali kakšne te stvari. Limona je tista, ki sem jo tudi že zdaj omenjala. Limona je pri nas najbolj uporabljeni citrus. Obožujemo jih na splošno. Vedno ga res poradi za eno tako podporo našim čistilnim telesnim, a ne, procesom, radi spijemo, oziroma sploh midva, a ne, zjutraj v kozarcu mlačne vode na tešče, zato da pač res se ti dvigne energija, zbistrite in v bistvu je res en tak super način. V peki jo uporabljamo noro, povsod, kjer bi limono. In tudi v pršilkah ali za čistilo v kombinaciji s kisom ali pa v pasti s kombinacijo sode bikarbone je 1A za odstranjevanje nalepk ali za odstranjevanje, mislim, tam je dan kar čisto, ker to res tako noro nalepko odstran, ali pa v bistvu za en naraven, netoksičen dom. To je sploh ena velika stvar, kjer pač bi mogli vse sveče, vse sintetične osvežilce prostora res umakniti, ker res zelo neverjetno škodujejo našim, bom rekla, počutju, dihalom, lahko zmotijo posredno tudi celo naše hormone, tudi vsi sintetični parfumi, močni, agresivni sintetični detergenti, čistila in tako naprej. In z eteriko v bistvu vse to lahko korak za korakom nadomestiš in v bistvu res noro vpliva na vse, ki imate kakršnekoli težave in sploh niste pomislili, da je mogoče s tem povezan, bodisi z dihali ali z drugimi stvarmi ali pa kožo, ne. Tako da je pa res zelo čistilna, tako da jaz citruse, veste, ne uporabljam na soncu, ampak res jih ful rada uporabljam zvečer, sploh ker imam res tako živahno kožo, tak tip kože in v bistvu si za čistilni namen res dodajam kakšen večerni serum in tako res lep izgled kože naredi, do zjutraj tako se fajn spočije in potem tudi, če bi šla na sonček, ni takega problema, ne. Potem naslednja od osnovnih res 10, bom rekla, med top 3 sigurno spada skupaj s sivko in limono, je poprova meta. Morate probati, vem, da to ni prvi namen, ampak pralineje. Tatjana, vem, da se zdajle sigurno oglasila, ker je ful dober recept tudi z nami podelila pred časom. Drugače pa tudi v napitku ga lahko uporabljamo peppermint, torej poprovo meto za zdravo odzivnost dihal, za prebavila, tudi rečeno, a ne, na dotičnih mestih seveda tudi lajša vse omenjeno, tudi želodec. Drugače pa jo ful radi izkoriščamo za težave oziroma napetost v predelu glave ali pa za ohlajanje, sploh pri naših, bom rekla, mesečnih delih cikla, ali pa sploh v kasnejšem obdobju ženske, ko te pač res lahko višja temperatura popolnoma res razdraži, a ne, v trenutku, tako da si lahko ali pršilko naredite ali pa rečeno namažete, sploh za napetost v glavi, kar od čela do zatilja ob lasišču in je res tako fantastična tudi v difuzorju za fokus, jaz jo imam rada na vožnji, zato da me zbudi in je res tudi odlična zdaj, ko pač tudi jaz dobivam, ker zdaj, ko smo ob gozdu, a ne, zadnje leto in pol, skoraj po 2 leti,
Tudi jaz bolj občutam te učinke bohotne narave na pomlad in čez leto, ko se cveti na dihalih in v bistvu res jaz jo ful rada dam ali kar na jezik, oziroma imam tudi potem te priročne, ko se potem iz te linije speljane peppermint granulce, ki vsebujejo četrtinko, kapljice poprove mete, in sem to prej odprla in me je takoj v bistvu mi je odprla dihala, mi je v bistvu takoj odprla tudi tale zgornji nosni del, tako da ful obožujemo poprovo meto, oziroma midva jo res ogromno ponucava. Sploh v času poletja, ker res prijetno osveži, sploh po sončenju v losjon, ali pa če te slučajno kakšna žuželka piči, ful prijetno hladi, skupaj s sivko potem še lepo blaži, tako da res fantastična izbira. Čajevec oziroma tea tree melalevka je nekaj, kar tudi verjamem, da že vsi poznate. Največkrat za zdrav izgled nohtov na roki ali na nogi, ali pa za zdrav izgled lasišča, si lahko dodaja še šampon. Drugače, ena kombinacija, ki hočem, da si jo mogoče kar zapišete, je pa, da si skombinirate sivko, frankincense pa čajevec in imate to za univerzalno pomoč česarkoli na koži oziroma za težave na koži, hkrati pa tudi ali v difuzorju ali pa rečeno na predelu pljuč. Odlična stvar takrat, ko pač vas praska in imate tisto, bom rekla, držeči del nelagodja. Če imate pa samo pač težavo z odpiranjem dihal, sta pa, kot rečeno, v odlični izbiri peppermint ali pa še boljše namenska mešanica R, ki je kot prvo, pač temu namenjena, tako da za dihala. Čajevec je tudi fantastičen, ker se za dihala, zato ker se tudi v R-u nahaja. Za zdrav izgled lasišča sem ga omenila in nohte, in tako da res ful stvari lahko uporabljaš. Praline, v bistvu ja, že Tatjana tudi na chatu tle na Zoomu tudi omenja, mislim, da bo podelila mogoče tudi recept Metki, ki sprašuje po njem. V glavnem, 4 načini uporabe našega kralja frankincensa. To je pač eterično olje, ki ima izredno široko naravno kemijo eteričnega olja, kot rečeno, je tam lahko v eteričnih oljih do 500 različnih spojin naravno prisotnih in je odličen v, bom rekla, širšem trgu, na splošno svetovnem, za eno tako pomlajevalno varianto oziroma efekt, tako da v anti-aging kozmetiki ga ful najdete, lahko si pa sami date v večerno kremico za obraz, 1 kapljico Frankija, in to probate en teden, boste videli, kakšen neverjeten učinek in sijočo polt in zdrav videz kože vam povrne. Tako da lahko samega, lahko z sivko, lahko pa, kot rečeno, še s čajevcem, ki smo ga kot trio tudi že prej podelili. Je ena prvih izbir poleg sivke in čajevca, recimo tudi za najmlajše, lahko v difuzorju za podporo dihalom, lahko na kožo. Odlično je tudi za vse, ki imate radi meditacijo, ker v osnovi gre za kadilo, to, ki ga tudi poznate v bistvu iz cerkve oziroma iz raznih ritualov, ker praktično čisto vsa verovanja uporabljajo kadilo za eno tako, bom rekla, masovno meditacijsko povezavo skupnosti. In je res odličen tudi, če ga date na nebo, da ga zdajle primem, tukaj ga imam, ob nelagodjih v predelu glave, si lahko s peppermintom namažete, pa hkrati še takole na nebo, kar čistega pritisnete in je res neverjeten. Hkrati pa najmočnejši del, ki ga ponovadi ne poznamo toliko, recimo, ker je izven kozmetičnega področja, pa je, da odlično res vpliva tudi na zdravo odzivnost celice in na zdravo funkcijo celičnega DNK, tako da ima res močen učinek, sploh ko govorimo o interni uporabi, po napotkih, kot rečeno, ki jih najdete na 2 koncih, torej dejansko v bistvu uporabljate in je tudi kar nekaj izdelkih za to stvar, tudi pri doTERRA sami. Origano je med 6, torej še zadnji, posamičen, je najmočnejši, velja kot za enega takega, bom rekla, tistega, po kateremu posežeš nazadnje. Odličen je rečen na podplate ali pa hrbet na 2 ure, ko si želimo, da bomo jutri kot novi. Jaz sem tudi pred kratkim, mislim, da celo moj blog Novička, zdajle, seveda 2 dni nazaj objavila nekaj za zdravo odzivnost imunskega sistema, ki vsebuje kot roll-on tudi origano, to se pravi eterično olje. Drugače pa Aroma Culinarik je res, ga lahko date v eno manjši kozarček s soljo, noter 1 kapljico in je odličen za v bistvu solnico, aroma solnico, ali pa če imate na stopalih kakšno neprijetno utrdlino, in jaz rečem tista sitnoba na stopalu, ki vam nikakor ne da sprostiti hoje in vsega, se lahko redno maže, tudi rečeno, in odlično deluje. Drugače pa močnejša olja, kot je origano, v difuzorju res odlično pridejo skupaj s kakšnimi citrusi in res deluje tako čistilno in osvežujoče.
Potem pa smo že pri namenskih mešanicah. Zagotovo je med najpomembnejšimi zaradi, bom rekla, vpliva na zdravo odzivnost imunskega sistema in dihal in je v bistvu kot en tak dirigent znotraj recimo vede epigenetike, bi rekli, da res odlično deluje na to, da naše telo izraža, bom rekla, svojo največjo funkcijo lepote in zdravega delovanja. In je nekaj, kar je, bom rekla, med samimi mešanicami najbolj prepoznavna in je tudi najširše izpeljana v linijo za dom, od detergenta za pranje perila, potem noro univerzalno koncentrirano čistilo, potem mehke kapsule, ki nas zdaj, bom rekla, še bolj kot v prejšnjih časih res tudi odlično podpirajo v zdravi odzivnosti imunskega sistema, v rulončku, On-Guard granulce kot pri peppermintu, pa še pršilka za roke, ki v bistvu se imam tudi tule, ki odlično deluje, zato da smo tudi na poti vedno mirni, da so naše roke čiste. Tako da je res odličen v difuzorju, rečeno na podplatih ali hrbtu, da pač celostno deluje na nas, vsaj zjutraj, da je en tak stražar, ki nas varuje čez celoten dan in praktično tudi čez celo leto. Lahko pa z njim pripravite tudi aromamed, ampak to so pa že stvari, ki jim bomo posvetili največ pozornosti tudi v danes pričeti pop-up začasni skupini Imunc, tako da če koga še zanima, seveda lepo dobrodošel v skupini, v katero sprejemamo člane še do petka in tokrat je še brezplačno, tako da kar izkoriste. Drugače, Tatjana, hvala ti. Si povedala in podelila v chatu še recept za pralineje, da se raztopi tamna čokolada na pari, da se doda žlička kokosovega olja, da ni tako trdo, pa tam 3 do 4 kapljice eteričnega olja doTERRA peppermint, nalije se v silikonske modelčke, da v zamrzovalnik za 15-30 minut in je pripravljeno, pol se pa lahko še hecate z okusi, plastmi, dodajate oreščke in vse in to je res tako nekaj najboljšega in najbolj slastnega, kar naredite za goste. In vam povem, ta After Eight varianta s peppermintom prešiša tudi original, tako da se mi zdi res neverjetna stvar, ki jo morate preizkusiti. Tukaj sem vam namenoma na hitro, da boste lahko print screen naredili, še podelila doTERRA mešanice. Meni so ful dobre, ta pikantno sladek je odličen, drugače pa ja, sladek zimski spanec bo prišel prav tudi v teh časih, ker maj še ni tisto, kar bi pričakovali, drugače pa buden izbran, lahko tudi skombinirate, tako da res lep dokaz, da se mešanje v difuzorju res odvija, ko je ena taka fina, kot v kuhinji, pač res uživaš v kreaciji in res ti pripelje kot tej dami vedno na smeh, ker pač ne moreš verjeti, kaj vse lahko scompraš. Maja Oder, jaz sem si kar drznila uporabiti tole tvojo krasno prezentacijo Era, ki pa je odlična mešanica, ki podpira dihala. Lahko narediš, kot si ti napisala, kopalne srčke, lahko za aromatično tuširanje v difuzorju, v pršilki in je pač res ena mešanica, ki te rešuje pri dihalnih težavah in nelagodjih in je res nekaj, kar je poleg On-Guarda najbolj prepoznano. Zadaj sem vam tle dala še nekaj, kar nam v tem času ne sme manjkati, to je pa TerraShield, ki sicer ni v osnovni desetki, je pa mešanica, ki varuje pred vplivi okolja, sploh če se odpravljamo bohoten gozd ali pa višjo travo, zato da pač mi ali naši štirinožci ne prinesejo domov še kakšnega dodatnega obiskovalca naše kože, tako da odlična stvar. ZenJust je pa olje oziroma mešanica, ki podpira vse težave in nelagodja na predelu prebavil. To se pravi, vse govorimo, cela ta trebušna votlina, najbolj deluje meni, če se namaže v popek, pa potem hkrati še na predel, kjer imam neko nelagodje. Če želim res učinkovit učinek pri močni težavi, nanašam na 20 minut, ker eterična olja delujejo samo 20 minut, potem pa zgubljajo svojo moč in to je ta glavno, kar si rabiš pri kako pogosto mazati zapomniti, ker potem ti je logično. Medtem ko res je možno ga bodisi v kozarcu piti za podporo prebavilom, je nekaj nujnega za nam pot, ker se mi zdi, da se vsak izmed nas lahko sreča z nekim, vsaj nekim prebavnim nelagodjem. Lahko prebavljate svoje čustva v difuzorju z zeleno mandarino, neverjetna mešanica, ki sem jo stuhtala in jo res z veseljem delim, in prebavna nelagodja pri najmlajših, tako da se mi zdi, da jo tudi tam ponovadi najprej začnemo spoznavati, tako da rečeno na podplatke, na predel trebuščka v smeri urnega kazalca in popek in ste res neverjetno fascinirani, ker deluje praktično že v minuti ali 2, tako da mene je to vedno res noro preseneti, pa tudi če že 7 let uporabljam, kako hitro lahko deluje. Pol pa nazadnje še ta mala flaška, ta edina 5 ml v osnovni, ta veliki desetki,
to pa je Deep Blue, ki je, moram poudariti, na Helenski listi dovoljenih izdelkov za športnike, cela linija, in se res uporablja za športnike, za podporo mišicam in sklepom, ampak to ne pomeni, da ne uporabljamo tudi vsi normalni ljudje, ki se seveda gibamo ali pa malo manj na predel, pač bom rekla, nelagodja, ki se nam lahko na predelu okostja ali mišic zgodi. Tako da res fantastičen tudi ob močnem nelagodju, sploh v sprednjem delu glave, si jaz srečeno namažem ob lasišču, ali pa recimo tudi na splošno, če nerodno stopim, naredim neroben gib, da si namažem po tuširanju in grem potem po dego, da naredim toplo kompreso, deluje 100-krat boljše. Tudi nelagodje ušesa, da kar okrog namažem, kot smo rekli, nič noter, ali pa recimo pri težavi na predelu mehurja, in še tako naprej. No. Tako da res, tudi če imate dolg dan in so noge utrujene in je številka noge kar številko večja, se mi zdi, ne samo starejši, tudi mi mlajši smo neverjetno hvaležni in upam, da se to zgodi samo takrat, ko preplešete celo noč, ne samo, da se vam to kar zgodi brez kakšnega finega užitka. Tako da, skratka, Deep Blue obstaja tudi v kremi in je res ena tudi neverjetna linija izdelkov, ki lajša marsikatero težavo in tudi omogoča, da se nekdo zaradi te težave lahko potem tudi več giba. Tako da tukaj je bila osnovna 10. Jaz upam, da ste tako uživali kot jaz vsakokrat znova, kot vidite, ko pač razlagam, ker pač je res neverjetno, kaj te kapljice zmorejo, kaj šele, ko jih lahko skombiniraš med sabo in v bistvu ugotavljaš, kaj vse lahko prinesejo. Mi vsi, oziroma vi vsi spoznavate, kako jih uporabljati zlahka v naših članskih učnih orodjih in to je pač tisti del članstva, ki ga nikoli niti ne pričakujete preveč, ampak ste pa pol za njega najbolj hvaležni. Tako da res pač se mi zdi, da strah, da ne bi znal to uporabljati, je čisto odveč, ker vem, da ste tukaj v bistvu večinoma tisti, ki ali se že odločate, da boste podprli svoje zdravje naravno, ali tisti, ki ste želeli dobiti več idej, ali pa mogoče tudi takšni kot jaz, ki pač res želite mogoče tudi stopiti dlje od tega, ker vidite, da že itak spontano delite svoje stvari med prijatelje in bližnje. Tako da meni se zdi, da je to res ena taka lepa stvar in tudi bom rekla, jaz sem vedno znova hvaležna za skupnost vseh, ki prihajate v našo skupnost in tudi konec koncev tisti, ki ste že znotraj, ker znotraj članstva v bistvu je res eno tako prijetno vzdušje, v bistvu smo zelo podobno misleči, vsak prihaja s svojega vetra in z različnih koncev, tako da en drugega učimo, tudi v različnih področjih, ne, zdaj bo recimo tematika vrta aktualna, tudi tam se Teriko da prav fino vklopiti, a ne. Tako da, ja, bom rekla, ta mentorstvo zdaj bodi si mene, če sem jaz tista, za katero se odločaš, oziroma sem te spoznala z eteričnimi olji, oziroma če je to tista druga čudovita mentorica, seveda ona, mentor, da ne bomo prekrajšali še kakšne naše fajn fante, pač res je v bistvu ena taka super stvar in ni to samo nekaj, kjer pač nimaš obvez, ker jih dejansko nimaš do obveznih nakupov niti ničesar, nimaš v bistvu izgube, ker je toliko ugodnosti, sploh na te pike smo vedno znova veseli, koliko stvari na program zvestobe, ki sicer ni obvezana, ampak dobiš celo poštnino nazaj v točkah vsakič. Pa če imaš, bom rekla, možnost, pa dobiš še gratis točke, ki je kot 1 evro vredna ena točka in si vzameš pač brezplačne izdelke po svoji izbiri na to. Mislim, meni še zdaj vsi, pa lahko smo že 5 let, 7 let članice, si pošljemo kva sem si pa ta mesec na pike vzela, ne. Tako da pač res je, bom rekla, nekaj najlepšega, poleg vsega, kar obožujem in ljubim pri doTERRI, tudi ta del, no, da pač res mi pripelje na pot toliko fajn ljudi. Jaz vem, da vsi tisti, ki se še odločate za pot, ali pa te, ki ste že člani, delam namenoma 12. v mesecu, zato da boste vedeli, mesec citrusov je še vedno, podaljšali so nekaj do 15. in sicer vsi, ki se včlanjujete, boste pri 100 točkah lahko dobili red mandarin, če se boste pa za 200 točk včlanili, pa dobite zraven še klementino in limeto. Vsi, ki pa se kot obstoječi člani odločate ta mesec za program zvestobe, pa imate zdaj do vključno 15. če oddate program zvestobe, brezplačno tangerino. Tako da je res eno obdobje citrusnih nebes, ki je podaljšano. Tako da, kaj vse se z njimi zmore, sem se vam itak že razpisala ali na Facebooku ali tudi na svojem blogu za vsak dom. Tako da res dobrodošli, da povprašate karkoli tudi zdaj po koncu. Jaz bom zdaj počasi na Facebooku vse skupaj ugasnila, ker zdaj pride tisti, ki ste ostali do konca, se vam je splačalo. Najprej povem za tiste, ki ste na Zoomu, potem pa še za tiste na Facebooku, da boste vedeli. Jaz sem tukaj pri sebi 2 brošurici
z krasnimi recepti. Eno so recepti dr. Marize Snajder za podporo hormonom, eno so pa posebne roller mešanice za podporo čakram, vsem, ki ste bolj v joga svetu. In namreč, podarila bom nekomu izmed vas, ki ste bili zdajle prisotni, itak vem, kateri ste, bom podelila dejansko po koncu današnjega webinarja eno od mešanic. Mešanico si boš izbrala lahko sama. Potem na drugi strani pa tisti, ki ste na Facebooku, kaj imam pa za vas? Enako ponudbo, s tem, da se stvar malo obrne. Namreč tale webinar bo dosegljiv 24 ur, torej do jutri, do 13. do 22. ure. In vsi, ki komentirate, sprašujete spodaj, skočite v kolo sreče in tudi eden izmed vas bo lahko izbral potem enega od receptov, vam bom pofotkala, pa si izberete, pa vam ga pripravim in pošljem. Tako da pač ena malo drugačna nagradica, da malo popestrim, da ne bom zdaj vedno samo nekih pripravljenih izdelkov do tere pošiljala. Tako da se mi zdi zelo super. Tlele imam že print screen teh, ki ste zdajle v živo na Zoomu in pogledam potem še jutri čez dan vse, ki ste na Facebooku, tako da doTERRA niso samo eterična olja, toliko da zaključam, ampak res ogromen spekter izdelkov, ki ne bi mogli verjeti, koliko so fantastični, od super in naravno, dnevno uravnanih naravnih prehranskih dopolnil za male in za velike, linija za pomoč pri nelagodjih mišic in sklepov, za mlade in starejše, potem linija, kot rečeno, izdelkov za netoksičen dom, On Guard, in še ogromno kozmetike za nego obraza, za nego telesa in še veliko drugih pripomočkov od difuzorjev. Tako da, če kdo želi, naj me označi ali pa naj mi piše še za doTERRIN katalog v slovenščini ali pa cenik, kakorkoli, jaz upam, da ste uživali, vsaj toliko kot jaz, vsakič znova res uživam. Želim vam lep večer in se zahvaljujem vsem, ki ste bili v živo in res sodelujte in tudi zdajle kmalu že izžrebam seveda tistega enega, ki je prisoten na Zoomu, jutri zvečer pa še tistega enega, ki bo komentiral na Facebooku. Tako da hvala vam še enkrat, ful lep večer vsem dekletom in gospodom, tako da imejte se lepo, eno lahko nočko in čudovit jutrišnji dan, ki prihaja. Se pa vidimo z vsemi še zdaj 3 dni, komaj čakam v skupini Imunc. Če kdo še nima dostopa, naj mi piše, pa ga dodam. Čau, hvala vam.